Torej, svobodna demokratična družba. Svoboda in demokracija sta neločljivo povezani. Brez enega ni drugega. In če je zgodovina učiteljica življenja, potem je sedaj že neka distanca do preteklih mesecev, do, jaz bi rekel, turobne politične zime, že neka distanca, ki nam omogoča trezen pogled. Svoboda in demokracija. Najprej glede demokracije. Vsi vemo, kako je demokracija ranljiva in kaj se nam je zgodilo. Ne samo poulični linč, ne samo to, ampak tudi državni svet je iz svojih vrst izločil nekoga, ki so ga izvolili volivci, legalno izvoljeni. In tudi prejšnji predsednik državnega zbora je izganjal iz državnega zbora poslance, ki so jih izvolili volivci. Volivci. In si je uzurpiral oblast, ki pritiče samo volivcem in sodišču. Mi smo že šli po robu demokracije. Nevarno po robu. Pa ni nihče tega obsojal. Nihče ni bil prestrašen, kako hitro lahko krhka demokracija zaide v nek drug pojem, v nek drug način vladanja, ki ga mi imenujemo totalitarizem. Takšen ali drugačen. Svoboda. Če samo zadnje primere pogledamo v zvezi s to turobno politično zimo, 20. marca, ko smo dobili zamenjavo predsednika vlade, se je kar nenadoma nekaj zgodilo. Nenkrat niso bile politične elite, nič več problem. Nobenih hudih protestov ni bilo več, otroci niso več stradali, pa še nekaj drugega se je nenadoma zgodilo. Obrestna mera naših kreditov je iz 4,6 poskočila na 7. Tudi to je res. In potem seveda, če pogledamo nekoliko nazaj, naj še ponovim to, kar je eden naših članov Zbora za Republiko naredil v svoji analitičnem pregledu medijev, in sicer RTV Slovenije. Spremljal je poročanje oziroma obravnavo tem, ki so bile na tapeti demonstracij in vstaj. Spremljal je Odmeve, Odkrito, Pogledi Slovenije, Studio City, Tednik v času od novembra do marca in je pregledal, odkril, da je bilo 420 tem, pa nobena ni izrazila kritičnosti do zažiganja, obešanja lutk, napisal, ponovno vas bomo klali. Nobene kritike in nobene obsodbe tega. Poznam otroka, fantiča v Mariboru, ko je šel iz šole, pa je videl lutko, na obrazu pa sliko njegovega očeta. Si predstavljate to? Da ne govorim o obiskih svetnikov na domu, kjer so v miru in trepetali cele družine.
prepetalo. To ni bil sovratnikov, nič hudega. Ko pa je Janez Janša to primerjal z lenim fašizmom, smo pa dobili vrsto obsodb. Cel teden smo poslušali po vseh medijih, kak sovražni govor si privošči predsednik vlade. Samo še en primer. Dunajsko sodišče, to se pravi Cöllnerjeva, ki je 5.4. v obrazložitvi menda je bilo rečeno, tako so tudi nemški oziroma avstrijski časopisi povedali, pa tudi odgovor, uradni odgovor njihovega predstavnika za medije, je bilo rečeno, da je rekla, obstaja verjetnost, da je bil nekdo v Sloveniji podkupljen. Beri, J. Pa ne J, ampak J cekuta. Ampak naši mediji, vsi po vrsti, so govorili, ni dvoma, slovenski politiki so bili podkupljeni. Televizija pa je ob tem citatu še pokazala sliko Janeza Janše. Kaj hočem povedati? Hočem povedati primer ogrožanja slovenske svobode, svobode slovenskih državljanov. Saj nimamo več v kazenskem zakoniku grožnjo za govoriti resnico. Verbalnega delikta ni več. Output je nekako dovoljen. Lahko govorimo, kar hočemo. Vse več ali manj. Lahko govorimo. Input. Tako pomeni. Kaj prihaja v možganu? Kaj prihaja v možganu? To, kar sem povedal, to prihaja. Nekdo ima daljinca in planira programe v naših glavah. Koliko procentov prebivalcev pa je takih, ki se potrudijo iskati tudi drugo plat resnice? Koliko? To je ta kibernetska odvisnost, kibernetsko suženjstvo. Si zamislite človeka, ki živi v neki sobi, recimo v samici, in mu dan za dnem 20 let, 22 let tupijo, govorijo, zvočniki, samo zvočniki, ki prekričijo vse druge, morda tihe, drugačne glasove, da je na drugi strani vrat, edinih vrat te sobe, da je nek troglavi zmaj, ki bruha ogenj, ki bo požrl, da ne rečem, da je morda neka desno-sredinska stranka ali celo groza Janez Janša. Danes za dne tu, z lažmi, podtikanji in insinuacijami. Se tak človek ne rabi lisic, ne rabi verik. On je ujet. On je ujet. On je ujetnik. On ni svoboden. Za odločitev je potrebna svoboda. Svoboda do resnice. Svoboda je potrebna. In te, žal, v Sloveniji ni. Tako da mislim, da bi morale naše fakultete, ki se z družboslovjem ukvarjajo, nekoliko drugače pristopiti do vseh teh pojavov, jih analizirati, da bi res zgodovina postala učiteljica vsem.